Lepo te pozdravljam v podkastu Zadihaj, kjer se na preprost, razumljiv način pogovarjamo o duševnem zdravju. Osrednja tema prve epizode je popraznična potrtost. Moje ime je Katja in danes se o tej in o mnogih drugih temah pogovarjam z Davidom Zupančičem, zdravnikom, pisateljem in avtorjem priljubljenega podcasta Umetnost lenarjenja. Pozdravljen, David. Meni je res veselje, da te lahko pozdravim v naši novi dnevni sobi. Hvala, z veseljem. Ja. Za začetek me zanima, kako si. Se mi zdi, da si zelo preredko v dnevu postavimo to vprašanje drugim in sami sebi. Ja, res je, se mi zdi, mogoče nas skrbi, kaj bomo našli, če potipamo v to smer. Ne vem, zdaj to poslušate januarja, v času snemanja res se nekako približuje konec leta in imam zelo navito trenutno situacijo, služba in vseeno, tako da bi rekel, da bi lahko bil malo bolj miren kot sem, ampak na srečo imam neke mantre in metode, ki si jih lahko v takih časih apliciram. Tako da, če ti odgovorim, ta trenutek, zdaj sem v redu, tudi pogovora sem se veselil, ampak generalno je pa malo čas ene take turbulence tudi zame. Ja. Kako sta bila kaj zadnja 2 meseca zate? Predstavljam si, da kar naporna in pestra po izdaji tvoje druge knjige. Ja, to zagotovo, ampak to so take, bi rekel, sladke brige, to, da te nekako ljudje želijo poslušati, brati, sprašujejo, želijo podpisane izvode, to je krasno, tako da to me niti toliko ne stresira, seveda pa vse to potegne za sabo ogromno enega dela. Tudi zdaj nekako imam ta finish line, če tako rečem, zaključujem specializacijo, aprila imam izpit specialističen, tako da samo še januarja in del februarja sem v službi, pa grem na študijski dopust, pol delam izpit, kar je tudi velika stvar, tako da se mi malo vse sešteva. Moram pa reči, da vseeno ni bilo take eksplozije s to knjigo kot s prvo, čeprav je v resnici izjemno popularna in sem hvaležen za to, ampak tisto je bilo lani, Sivo cono, še mogoče bolj nepričakovano in bolj intenzivno in tisto me je malo pokopalno. Jaz bi naju zdaj mogoče kar povabila k osrednji temi, pa glede na to, da je za nami december, minil je ta ves blišč prazničnih dni in da je res to običajno mesec, ki je zelo bazi, poln dražljajev, družen, si kar napolnimo ta čas, se mi zdi včasih do onemoglosti. In v tem času, se pravi polno dogajanja, zatem pride januar, ti dražljaje nekako izvenijo, pride ta reality check, se mi zdi, ko ta pritisk, ki si ga delamo ponavadi sami, popusti, in pridemo v stik z najrazličnejšimi neprijetnimi čustvi, kot so potrtost, čutimo žalost, jezo, mogoče tudi tesnobo, utrujenost, razdražljivost in to lahko včasih tudi se mi zdi kar spominja na kakšne simptome depresije. Ali imaš tudi ti te izkušnje, kako je pri tebi s tem in pa če imaš kakšno idejo, kako si lahko pomagamo v takih trenutkih? Ja, zelo razumem to težavo, v resnici, če pomisliš, december, celotna poanta nekako je neko praznovanje, neko druženje, družinsko življenje, lučke, darila, dopusti, prazniki, veselimo se nekako življenja, vsaj upam, da se, tako nekako bi se mogli, kljub vsem težavam. Jaz vedno probam ob koncu leta neko optimistično perspektivo za naprej obdržati. In potem se to preseka in nenadoma ostane samo še seveda zimski čas, ki je temen, hladen in nekih viroz in ostalih izzivov. Zdaj tako, jaz moram reči, da sem imel hude težave s tem, še hujše je imela moja žena, takrat punca Ester, ko sva bila na faksu. In imam zdaj manj težav s tem. Mogoče, in to sem razmišljal, zakaj. Po moje zato, ker je zdaj manj kontrasta. Ker v študentskem življenju, na faksu smo imeli vseeno frej. Jaz sem imel recimo 2 tedna decembra, pol ni bilo več predavanj, ali pa vsaj ta zadnjih 10 dni.
si bil frej, si bil s prijatelji, ne vem kje, si smučil, si praznoval, si spal, si žuril in pol konc in nazaj vsak na svoj faks, ne, pa še izpitno obdobje, potem najtežje obdobje na faksu v našem medicinskem, ne. In to je bil ta preskok iz tega veselja vseh prijateljev, vseh študentskih žurov na ta stroga knjižnica in učenje, ki naj jo je v Baslu potrl. Zdaj pa v bistvu skoraj nimam prehoda. Ne. Jaz letos sem delal za Silvestrovo, sem bil dežuren pa pač 28, tako se nekako razporedi. Ne. Nisem bil za Božič, sem bil pol za novo leto. Vmes pač tudi nimaš, mislim, pa ti je brez veze vzeti en dan dopusta, ker ti je škoda dopusta, tako nikamor ne moreš. Yeah. Tako da pač delaš in pol mine december in delaš in za infektologe, vsak zimski mesec, ki mine, je za praznovati, ker se bližamo času k koncu te sezone respiratornih virusov. Tako da zdaj je to zelo drugače jemljem. Jaz bi celo rekel, da mi je bil december najbrž najljubši mesec, ko sem bil mlajši, ko nisem delal na kliničnem centru. Zdaj mi absolutno ni več. Je pa tako, ne, recimo za izziv, ne, kako se s tem spopasti. Kar sem naredila že takrat in kar svetujem vsakmu je, da si najde neko stvar v mesecu januarju, ki se je bo zelo veselil in ki ga bo zelo zabavala ali pa sprostila ali pa veselila. Ker ponavadi, kaj še naredimo? Na vse to, kar sva rekla, si nacepimo še neko novoletno rezolucijo, ne? Da s 1.1. pa grem nujno v fitness, čeprav še nikoli nisem bil, pa ga sovražim, ampak grem jaz zdaj laufat 10 km, ne? in počepe delati. In pol na ta mraz, na to temo, greš ti pol še se silt v nekaj, kar ti ne paše. Tako da Milo recimo imava zdaj že 5-6 let, lani sva spustila to tradicijo zaradi otroka. Sva imela neko tradicijo, da sva pogledala vse 3 gospodarje prstanov tekom januarja. Film, ki oba zelo obožujeva, razdeliva si jih, ker sva stara, nad 30 in težko vidva en film 3-urni, ne da bi zaspala, ne, čeprav je gospodar prstanov. Ampak vseeno, recimo v 7 večerih sva pogledala vse 3 gospodarje in to sem imela, jaz rekla, da je konc je lučk, ni več tega, ne, ampak zelo začneva gledati, ker je končno januar, ne, in poti to nekako, ali pa si rečeš, ne vem, zdaj sem pa se že toliko časa gledam tisto nek tečaj kuhanja, pa si ga nisem privoščil, evo januarja si bom vzel, če me to veseli. Se pravi, da je nekaj, kar boš rekel, konc praznikov je, ampak to me pa čaka, ne, ali pa neka knjiga, ki si jo želel brati, pa si jo odlašal. Ne, se pravi, na nek način si sam osmisliš ta mesec in ta prehod in mogoče te novoletne zaobljube mičken bolj v easy vzameš za prvih par tednov. Razmišljam, če bi lahko bila ta praznina, ki nastane tudi neka priložnost za kaj več, se pravi, da najprej občutimo, naredimo kot nekaj običajnega, kar pride po teh praznikih, da naredimo prostor za kaj več, se pravi, da se mogoče, ne vem, posvetimo sebi, malo pogledamo vase, mogoče prostor za kakšne uvide, da smo bližje sebi, razmišljam. Sej to se mi zdi, da je dejansko že ta konec leta malo sproži take refleksije velikrat, ne. O družini, o odnosih, se tudi veliko ljudi recimo ne uživa praznike na tak način kot jaz, ne, tudi če imaš stiske, ki niso dovolj finančne, lahko so pa čisto v odnosih, težke razmere doma in v službi in tako. In se mi zdi, da se veliko ljudi ob koncu leta vpraša, a živim življenje, ki ga želim živeti, a mi to pomaga, a mi ne. Zdaj, seveda, to so lahko težka vprašanja, ker ti redko kdo bo šel brez nekega svetovanja in podpore iz toliko težkega vprašanja v neko produktivno rešitev, ne. Da bo rekel, ja, zdaj mi pa res ni všeč moj odnos, zdaj bom pa to rešil in se sam rešil. Se pravi, odvisno od teže tega, ne, če nekaj prepoznaš, ljudje smo zelo socialna bitja, ne, super, da se s kom navežeš, če imaš možnost pogovora. Jaz bi celo rekel, da mogoče za taka vprašanja o življenju, o smislu, o meni, je boljš se vprašati, ko si malo bolj miren pa sproščen. Zdaj, če je januar res ta čas spremembe pritiska hladnega vremena, ki je temno in nekih, kot si rekla sama, ne, nekih možnosti za razvoj depresije, tudi sezonske in tako. V tem primeru mogoče ne zdaj še neke ontološke misterije razvozlavati, ampak premakniti mogoče bolj proti pomladi. Zdaj že prej si načel temo teh novoletnih zaobljub. Jaz bi jih skoraj raje
poimenovala namere. Ne? Dobro. Obljube sebi so lahko včasih zelo prazne, ne, se mi zdi. Ja. Kako si ti kaj s tem? A si kaj zastavljal te novoletne za obljube? Prej si omenjal fitness, pa me zanima, to bilo po svoji izkušnji. Sem v življenju že večkrat si rekel, recimo, z novim letom nekaj začne. Velikrat se je to navezvalo na faks. Ne. Pač mi smo imeli januar, februar izpitno obdobje in jaz sem si zelo vedno računal, koliko strani je za prebrati, koliko dni rabim, ker se nikoli nisem želel učiti, recimo zvečer po noči, po 7 uri zvečer se jaz nikoli nisem učil in tako. In velikrat je bilo to v smislu, 3.1. začnem študij, ne. Se pravi, do takrat recimo imam še drugega frej, ne bom še učil in to. In s tem sem si razbremenil tudi, v bistvu, nekako dopust, ne. Se tudi nekdo, ki recimo želi shujšati, in pol probi shujšati decembra, ne, ko kamorkoli greš, ti nekdo nekaj ponudi, pa imaš to, pa pi, pa da jej, pa vse, ne, težko greš v center, ne, da bi pač kaj prigriznil, sploh če vsi okoli tebe si še kaj naročijo. In s tem, da recimo on ve, 3.1. bom začel paziti na to, kaj jem, mu je mogoče lažje. Ne, je pa tako res, da, to jaz vedno rečem, da če želiš narediti neko veliko spremembo, si lahko kjerkoli datum daš kot nek začetek, ne, lahko rečeš zadnjo soboto v tem mesecu bom pa jaz nehal biti nesramen do sebe in bom začel aktivno paziti, kako se obnašam do sebe v svoji glavi, ali pa z 1. marcem začnem meditirati. Zdajle še ne morem, ker moram to fokusirati samo na, ne vem, karkoli imam, ali izpit za avto, ne bom zameditiral. 1.3. bom začel. Novo leto je pač nek datum, ki se ponuja, nekaj tak lep, je pač tak preloman, ampak mislim, da ni treba pomembnih stvari toliko vezati na njega, pa mogoče celo iz te perspektive, ki so prej rekla, da je že tak stresen prehod v novo leto, je mogoče še bolj smiselno, da si kakšen drug dan zberemo. Sem pa jaz imel tudi pač novoletne zaobljube letos, jaz nisem razmišljal o nobeni, ampak sem bolj tak človek, kot sem zdaj dal nek primer, da si odloči, da bo neko navado spremenil v pelu in pol si izbere nek drug časovni interval. Sem pa tak, natančen, ki si pa želi zbrati nek dan. Ker eni tudi rečejo, ko bom začutil, bom pač spet bral, zdaj mi ne paše brati leposlovja in pol nekega dne vzameš knjigo in rečeš, zdaj mi pa spet paše, sem se malo sprostil. Ne, in jaz pa si želim, če si rečem, recimo, zdaj sem bral samo medicinske knjige, moram spet brati malo več knjig, z naslednjim tednom začnem eno knjigo na 2 tedna, recimo. Ne, se pravi, sem ta človek, ki si rad zapiše, nariše, oriše vsaj v glavi neke projekte za vse stvari, ki se mi zdijo pomembne. Pri branju knjige sem zasledila tudi to, koliko pomembno je to, da si postavljamo realne cilje, bistveno manj je potem povezanih s tem pričakovanjem in seveda razočaran na koncu. In nekako me to vodi do koncepta, ki se mi zdi res sijajen, opisuješ ga v knjigi Biti sebi, svoj prijatelj. Zdi se mi sijajen in se mi zdi, da bi res moralo to prodreti vsakega od nas v vsako poro. In me zanima, če lahko malo razložiš ta koncept za tiste, ki niso brali knjige, bo to mogoče en taki mali spoiler, ne? Ampak vseeno se mi zdi pomembno. Pa če nas malo spoznaš s tem svojim prijateljem, ki je, se pravi, ki tudi spregovori o stiskah, si dovoli biti ranljiv, nepopoln in je hkrati ob tem še podporen do sebe. To je zelo pomemben koncept. V knjigi sem mu dal v bistvu sem mu dal kar veliko prostora, tudi zato, ker je meni naredilo ogromno spremembe to, ko sem začel razmišljati o tem konceptu, ker to je nekaj, kar mogoče niti ne pomisliš, nekako, če pride na obisk nek prijatelj, pa ne vem, spijete malo vina, pa ga on vstane, pa ga malo polije po preprogi. Kakšen bo tvoj odziv, ali pa če ga zvečer si ga naliješ, pa ga poliješ ti, recimo neumen primer, ne, ampak kako boš vseb dosti hitreje rekel, lej, to niti ne morem se vsesti v miru, koliko sem jaz nesposoben, koliko sem jaz neroden, koliko sem jaz smotan, zdaj to našlo ven vse, ne. Se pravi, način, kako se pogovarjaš s sabo, je velikokrat tak, da če bi ga v javnosti kdo slišal, bi bilo kar neprijetno, ne, bi si rekel, to pa ni lepo, ne. In enostavno, tudi to je znak tak primer, da poliješ nekaj banalno, ampak pri nekih izzivih življenjskih, ne. Jaz sem velikokrat to delal. Kdaj se človek kaj odloči, recimo spet s 1.1. grem v fitness
In pa gre od 0 do 100 takoj. Ne. Se pravi, zdaj gremo v fitness in pol čez 2 tedna, čez 2 meseca recimo sem pa 3-krat falil trening, ki sem si ga predpisal in to je zdaj katastrofa. Ne. Jaz sem neumen, jaz sem nesposoben, nikoli ne bom lep, nikoli ne bom natreniran. Tako da, kar jaz delam zdaj, ne, ker si imam veliko projektov, ne, zdaj sem zdravnik, sem oče, pišem, nastopam, Instagram, vse. In velikrat dobim kdaj, da jaz v tem, kar zdaj probam, recimo nisem toliko dober. Ne. Nisem bil že dolg na plavanju, mi gre slabše ali pa ta članek o teh novih smernicah za pljučnice sem že pozabil, mogel bi ga prebrati, zakaj ga še nisem. Ne. In zdaj, preden pride ta graja, se jaz nekako vprašam, dobro, a imam nek razlog za to, ne? A jaz zdaj sem manj treniran, zato ker cele dneve ležim na kavču, ali zato ker ne vem, sem zapravil v znar za kazino, pa nimam za fitness vstopnino, ne? A sem res lahko nekako jezen nase, ali je neka druga razlaga, ne? Zdaj, če sem jaz dobil 4-5 kil, ampak sem zato več svojih hčerkov po službi, namesto da grem laufat, je to nekaj, kar se mi zdi lepo in za kar sem se konec koncev odločil. Ne? In tukaj je ta nekako obča razumevanje, ki si ga sam si moraš postlati neko posteljo sprejemanja, ne, v svoji glavi. In celo to, kar opisujem v knjigi, kaže, da če to narediš, se prej izboljšaš. Se pravi, če ti priješ na to pomanjkanje treninga iz vidika nekoga, ki te bo zdaj zabil v tla, ko si debel pa slab, ne? Ker si kdaj to mislimo, ne? Si mislimo, moram biti strog do sebe, če ne bom boljši rato. Ta notranji kritik, ki nam je zelo znan. Ne? Ja, ta notranji kritik me žene naprej, če ne bom nič dosegel, pa ni res. Študije te psihološke, ki jih citiram, kažejo, da to, da ti na svoje izzive pristopiš z neko empatijo, pa z odprtostjo, ti bo dal nek prostor varnosti, da se izboljšaš. Ne? Si bom rekel, lej, res zdaj plavam počasneje, ne vem, začel sem se rediti, nimam kondicije, po stopnicah grem težji. Kaj lahko naredim? Ne? Se pravi, kako bom prerasporedil svoj čas in energijo, da mogoče pomagam. Ne? Mogoče bom rekel, ne bom hodil več z liftom, bom probal hoditi peš, enkrat na teden si bom rezerviral čas, da grem teč ali pa plavati. Se pravi, probaš konstruktivno reševati to, ne pa tisto, kako mi ne uspe, če pa vsem drugim, le tizga, kako je dober, le tega. In v tem cel kontekst kar pozabimo. Ne? Jaz, takrat, ko sem se kregel, kako jaz, ne vem, ne moram več dvigati toliko uteži, kot sem prej, takrat pozabiš, da si napisal knjigo, da delaš doktorat, da dežuraš, da imaš hčerko, takrat to vse spustiš, ti se sam kregaš in se spravljaš v nič in to je kar nek užitek kdaj. Sej lahko vsak zase pomisli, kar malo ti paše, da se čim bolj tam žališ, pa si izmišljuješ, kako si slab. Tudi če te kdo začne to lažati, to ti je še boljš, ko pa govoriš, ne, jaz sem katastrofa, nekako. Koliko nam je to znano, to je meni fascinantno. Ni, no, to je tako ena stvar, ki se lahko vsak malo poveže. Ne? In pol pa pomisliš, če bi en za tabo hodil tako, ko greš po svetu, pa bi ti to govoril, bi ga skenslil v sekundi, ne bi rekel zgin, močem te videti. Če si pa sam do sebe tak, pa misliš, da te bo to motiviralo. Tle je treba sam ta shift narediti in ko to enkrat narediš, je toliko lažje. Ne? Ta notranji glas lahko obrneš, da je tvoj najboljši friend postane. Ne? Ja, mislim, ta koncept se mi zdi res super. Govoril si o tem shiftu, ki je zelo pomemben. Kdaj si ga bil zmožen narediti? Ker se mi zdi, da imaš zelo dobro razvit ta opazujoči del sebe, da vidiš in da se znaš s sabo pogovarjati notranje, mogoče v nekem smislu, čeprav mogoče zveni čudno. Ne? Ampak, to je, ne znam dati tako, da bi dal en dan ali pa en trenutek, ne, ko se je to zgodilo. Enostavno enkrat tekom teh raziskav čuječnosti in vsega sem prišel do te misli. Ne spomnim se niti zdaj, kje točno sem to prebral. Ne? Ker nekje sem to prebral, točno ta koncept prijatelja do sebe. Ne? In se spomnim še, ne spomnim se kje pa kdaj, ampak spomnim se, kako mi je bilo pa to takrat čisto noro inovativna misel, kada ne bi nikoli prej pomislil. Ne? Kada bi ti en rekel, ne vem, lahko pišeš tudi z levo roko, pa bi rekel, lahko, ne. Se pravi, kar naenkrat sem prebral, zakaj se ne bi podpiral in nehal sam sebe dajati v nič. Sem bil tako pismo, pa jaz to res delam. Ne? Jaz sem do sebe toliko strog, da do nobenega prijatelja, do staršev, do žene, do nobenega nisem toliko strog kot do sebe. In pol, kar mi je dodatno pomagalo, so te raziskave, ki jih pišem v knjigi, ki ti pol pokažejo, da lahko si prijazen do sebe in ne pomeni, da ti ne bo nič ratal.
Ne pomeni, da bom jaz rekel, sprejemam svoje pomanjkljivosti in bom rekel, pa super, pa bom ležal cel dan, ne bom šel v službo. To ni tak odziv. Zdaj, kdaj pa se ti to zgodi, pa več ko vadiš, lažje ti ta dialog pride. Ne? Vse to, kar misliš, postane tvoja resnica. Ne? Če se ti vsak dan prepričuješ, da ti ne bo uspel, pol ti pač ne bo uspel. Ne? Pa imaš pa nekoga, nek Martin Strel, ki se odloči, da bo pripravil Amazonko. In če bi pogledali čisto statistično, pa pač neko biološko verjetnost, bi rekel, ne boš. Ne? Mislim, kako boš preplavil Amazonko? Pa on reče, jaz sem se odločil, jaz bi jo rad preplavil. Ne? In jo preplava. Tako da zdaj, če bi nekdo, ki bo rekel, to je nemogoče, ampak bom probal, jaz dvomim, da bi takemu človeku ratal, ne? Da te tam piranje žrejo, ti pa plavaš naprej. Ja, in zdaj ta miselnost je tako močna, da je noro. Ne? Ja, se mi je tudi porodila misel, da je to povezano s prakso čuječnosti. Ne? Zagotovo lahko na tak način razvijaš to kapaciteto. Še ena zelo pomembna, pri tem je čuječnost, je pomembno to, da opaziš, da se to sploh dogaja. Ker čuječnost trenira pozornost. Vse to, ta opazujoči del, ne, ki ga... Da ti lahko rečeš, to je pa glas, ki sem zdaj ga opazil, ne, ki mi teži in ki mi ne prinaša veselja in ki mi ne prinaša sprostitve in ki mi zmeri znova spravlja v stres. Tega glasa ne bom poslušal. Ne? Da ga ti sploh opaziš, moraš biti čim bolj prisoten. Ker ta glas se ti z veseljem priključi na neko sanjarjenje. Ne? Ti gledaš, kaj jutri, po jutrišnjem projektu, nisem še začel in zraven, nisi, vidiš, slab si, ti rata, slabo ti gre. In to ti kar nekako sprejmeš, to so zdaj moje misli in to je moja resničnost. S čuječnostjo se pa ne treniraš, da rečeš, čakaj, to je glas, ki je tukaj nekje in ne pomeni, da ima prav. In taka dobra uvicija, recimo, ne? To, ko dojamaš, da je ta glas samo v tvoji glavi. Ker če tako pomisliš, ti kot ti reče ta glas, ne bo ti rata premalo časa imaš, se ti zdi, da je to resničnost tega sveta. Da vsi v tej sobi zdaj vejo, da imam jaz premalo časa in da mi ne bo rata, ker to je, da bi rekel, ne vem, gravitacija obstaja, drevo je zeleno. Ne? Pa pomisliš, ni, ne? To je misel v moji glavi, ki se je sprožila v nekih živčnih povezavah, dobesedno živčnih, in je nekaj rekla. Ne? Se pravi, to ne pomeni, da fizično ni časa na tem svetu, da jaz končam projekt, ne pomeni karkoli o meni. In ko narediš to ločnico, pa lahko ti glas nekako ignoriraš, če že ne potlačiš. Ne? In hkrati, tu na koncu sem slišala, da znamo razlikovati sebe od svojega vedenja. Ne? Ja, absolutno. To se mi zdi zelo pomembno. To je ključno, ne? Da neka misel ne pomeni, da nujno moramo na njo tudi reagirati. Če prije misel, toliko sem jezen, da lahko zdaj prevrnem to mizo, pač lahko to narediš, ne? Sploh če si impulzivna, kolerična oseba, lahko pa sediš tako mirno, da ne bo noben na tem svetu videl, da si ti v resnici vseb jezen. Ne? Se pravi, kontrola, tu je spet praksa čuječnosti, ne? Prepoznava impulzov in odzivanje zavestno na njih. Ne? Čuječnost trening ne pomeni, da nikoli nisi jezen, da nikoli ne zgubiš živcev. Ne? Jaz sem imel krasen podcast pogovor s Saro Isakovič, blazno čuječa, krasna psihologinja, in je rekla, da ona ni vedela, da zna kričati, dokler ni dobila otroka. Pa se tako mogoče komu, ki ni starš, zdi kontraintuitivno, njega imaš pa najbolj rad na svetu. Ampak jaz toliko razumem te frustracije, ki pridejo iz tega, da je neko bitje, ki pa nima razvitega prefrontalnega režnja in sili nekam, čeprav mu tisočkrat rečeš, da ne, pa vsem na uno cesto steče. Ne. Te frustracije so ogromne, ne, in ti si lahko največji menih, pa boš kdaj se zadrl, pa boš zgubil živce. Ne. Se pravi, gre pri čuječnosti samo za opazovanje, pa potem odziv na to, kar se je zgodilo. Ker tudi na to se lahko pol odziv pride, jaz sem slab starš, jaz ne bi smel imeti otrok, jaz sem se zadrl, to se noben, ki je normalen, ne bi. Se pravi, skladno s temi prepričanji, ki jih imamo, ne, v zvezi z jezo, agresijo, ki je lahko včasih zelo koristna, v tem primeru govoriš o otroku, ki je v nevarnosti. Če se zadereš, pa on ne bo stopil na cesti zaradi tega, super, tako. Lahko si pa ponudiš namesto tega spektra, si lahko rečeš pa, težko mi je, ne prespan sem, slabo spim, trudim se, ni mi vse, najbolj ga imam rad. In vsem se to kdaj dogaja. Ne? Se pravi, ta čuječa obravnava, odziv namesto reakcije. Ne? Kje si se učil veščin čuječnosti? Jaz poznam to iz spletnega tečaja Društva za razvijanje čuječnosti in bi ga res priporočila. Meni je bilo zelo fino se s tem spoznati. Kje si se ti našel s to temo? Vidiš, zanimivo, jaz nikoli nisem dejansko v Sloveniji na noben tak tečaj šel. Začel sem
s knjigami. No? Malo zanimivo. No? Začel sem brati 2 knjigi o meditaciji hkrati. Pa sem pa naredil slovenski, oprosti? Ja, ena je prevedena, Najdi v sebi. Search Inside Yourself je naslov, to je en strojnik iz Google napisal, ali računalničar. No. In je krasno napisan, ker je on tak mal socially awkward skeptik, naravoslovec, matematik, ki se je probal emocionalno inteligenco in meditacijo učiti in je tako tudi napisan. Najdi v sebi ali pa Search Inside Yourself zelo priporočam. Druga je bila pa 8-minute meditation, to je pa Viktor Davič, kjer imaš pa 8 tednov, vsak teden malo drugačno meditacijo in 8 minut na dan. To sem začel delati, nekako mi je zelo pomagal. Pa sem pa tudi naredil 8-tedenski tečaj čuječnosti, ampak jaz sem pa delal ta Palos Mindfulness, je pa angleški. No. In mi je bil tam sem v bistvu največ zelo. Ne. Sicer tisti je tudi bolj bolj se zavežeš, ne, ker je časovno, recimo enkrat na teden imaš 1 uro približno predavanj, pa 20 minut na dan vaje, pa je drug teden spet 1 uro, 20 minut na dan vaje. Sprav, ta tečaj je oblikoval John Kabat-Zinn, en molekularni biolog iz Massachusettsa, in ima večinoma iste koncepte. En teden je joga, en teden je, ne vem, telo, in potem pač to vadiš. 8 tednov je tudi nekako on to arbitrarno sprejel kot neko mejo in na tem je pol tudi ogromno raziskav narejenih. Ne? Pred po 8 tednih, ne vem, odzivanje in to in tisto. Ne? Tako da, pol kdaj kdo reče, ne, recimo to, jaz bom rajš samo knjigo prebral, ker toliko časa pa nimam, da bi to vložil in spoštujem to in vem, kako je s časom, ampak moramo se vsi zavedati, da to, kar vadiš večino časa, bo tvoja resničnost. Ne? Kar ne pomeni, da zdaj moraš večino dneva meditirati. Ampak če boš ti 4 ure na dan se sekiral pa hitel, pa 6 minut meditiral, boš videl mogoče neke prednosti. Ampak težko boš ti to zdaj balansiral. Ne? Se pravi, če res hočeš narediti neko spremembo, ne, moraš dati nek čas v to. Ne? In jaz sem takrat pač imel tudi več težav, kar me je motiviralo, da sem dal ta čas in sem mogel spati in tako. Ampak se mi zdi, potem to vzameš kot nek trening. Ne? Tudi, ko si se učil avto, nisi rekel, joj, zdaj pa nimam časa, lahko sam 3 ure vozim, pa mi date izpit. Pač mogo si izvadati, ne mogo si različne situacije spoznati. In tukaj isto, 20 minut na dan v resnici je nek zalogaj, ampak če hočeš ti spremeniti svoje miselne procese na dolgi rok, pač boš vzel to kot neko dodatno stvar. Sem pomislila na to, da lahko mogoče tukaj na tem mestu priporočiva tudi podcast, ki je nastal v času COVID-a, mislim, da je sodeloval profesor dr. Škodlar. Ja, pri tem vidva sta tudi en super podcast posnela vezan na to temo. Ne? Midva sva posnela podcast, bil je gost pri meni na umetnost lenarjenja. On itak je krasen, na zboru tam sodelujeva že iz faksa. In imamo prav na to temo, se pravi nekak mentalne prve pomoči, samo umiritev, ki je tudi njegova knjiga, pa čuječnosti. Ne. In jaz sem takrat tudi malo nekako izkoristil ta pogovor kot neko psihoterapijo. Ne, tako, mislim, izkoristil. Sem ga par stvari vprašal, ki so mene zelo mučile, ne, in mi je tako super svetoval, tako da krasen pogovor. Tako da ja, podcast, sem večkrat ga poslušal, zato priporočam. No. Tiste, ki pa bi raje brali, pa samo umiritev knjiga, v kateri so tudi vaje opisane. Ne? Ja, zelo, tista je pa tako skondenzirana knjiga v resnici, da jo lahko bereš dalj časa, ker na 3 strani imaš novo vajo in je zelo vredna, taka dragocena knjiga. Ok, jaz bi se še mogoče vseeno k temu po prazničnemu času vrnila, ko se soočamo z res neprijetnimi čustvi lahko. In eno od teh je zagotovo osamljenost, se mi zdi ena pomembna tema. Večkrat zdaj o osamljenosti govorimo ravno v tem prazničnem času, v povezavi mogoče starejšimi ljudmi ali tistimi, ki živijo sami. Se mi pa zdi to vsaj tako pomembna tema tudi med mlajšimi generacijami, ker se mi zdi, da zelo bežimo od tega čustva in da iščemo neke motilce, s katerimi bi se od tega čustva oddaljili, ker zna biti sila neprijetno. In me zanima, v knjigi pišeš o tem, da smo ljudje socialna bitja, tudi prej si že omenil, in da je glede na določene raziskave osamljenost celo bolj nevarna za zdravje kot prekomerna teža. A lahko poveš kaj o tem? Ja, zelo smo socialna bitja in jaz sem zelo socialno bitje. Jaz sem zelo težko sam, zelo rad se družim, zelo rad
nekako, karkoli imam čas, za neke te prijateljske srečanja, družabne igre in to. Ta raziskava specifično je zelo zanimiva. Ne. To je raziskava, mislim, da objavljena leta 2010. Gre za meta-analizo, to pomeni, da vzamejo več raziskav na enem področju, pa jih analizirajo, probajo narediti neko skupen zaključek. In ta specifično je 148 raziskav so pogledali in so gledali, mislim, da je več kot 300,000 preiskovancev v vseh teh 148 skupaj in so gledali, se pravi, mortality risk, se pravi, tveganje za smrt napram nekaterim dejavnikom tveganja, pogostim, se pravi, tukaj govoriva o debelost, sladkorna bolezen, povišen krvni pritisk, take stvari, ne. In pa socialne interakcije. Zdaj, to je meta-analiza, se pravi, teh 148 raziskav, vsak je imel malo svoje pogoje, ampak tukaj se gleda odnosi, pa tudi neka kvaliteta odnosov, se pravi, kako ti ocenjuješ, kako se počutiš v odnosih, a si nekako obojestransko zadovoljen, imaš dovolj stikov in tako. In po vseh teh analizah so se v določenih raziskavah se je pokazal boljši prediktor zgodne smrti, osamljenost kot recimo debelost. Zaključek cele meta-analize pa je, da v resnici so šibke socialne interakcije vsaj tako močen dejavnik tveganja, kot te že zelo dobro poznani. Kar je lahko tudi težavno, ne, ker v resnici danes ne, je pa višji krvni pritisk relativno preprosto urediti, če bolnik posluša pa je zdravila, ne, spremeni tudi neke recimo lifestyle spremembe, ne, začne trenirati manj slane, ampak če že rabi, imaš zdravilo, jutri je tlak nižji. Ne. Kako pa nek globok in pomenljiv odnos na hitro izpostaviti, ne. Ne moš iti ven pa enega srečati pa reči, da bi bila mina najboljša prijatelja, da je priti za božič k meni. In rekel si, da nima veze toliko, da ima veze z globino odnosa, ne? Se pravi, ne nujno z količino stikov, ampak tudi. In kaj se pa velikokrat žal zgodi, ne? Greš v najbližji bar, pa se tam še s dvema, ki sta isto žalostna z ošankom, malo pogovarjaš o, ne vem, čem, o nogometu, pa o vesolju, pa o čemarkoli pač. Ne, se pravi, tukaj gre za odnos, ki ti je res globok, se to pač tak pozna, jaz upam. No, in mislim, ko imaš nekoga tako rad, da se lahko ne vidiš zdaj 3 mesece, pa boš pol isto se obnašal kot prej, ko mu zaupaš, on tebi zaupa, se pravi, tu je izziv, ne. Zdaj imamo krasne akcije, ne, imamo akcijo Pismo za lepši dan, jaz sem letos 2 napisal, ne, ko pošleš lahko pismo nekem Caritasu, pa potem oni, mislim, da je Caritas ali eni teh, se pravi, ena agencija, ki to promovira in potem oni pošljajo v DSO, pošljajo, se pravi, nekim tem starostnikom, ki so sami, ti napišeš pismo in potem oni to preberejo in pošljajo naprej. In pol je to nekako to sprožijo nek stik, a ne. Ampak te akcije seveda spet govorimo o neki lepi gesti, ampak ni tukaj tega odnosa dolgotrajnega, kot je recimo bil med mano pa babico, seveda, ki sva bila neskončno povezana, ne. In tle je izziv, ena stvar je prepoznati krizo, druga stvar pa kako pomagati tistim, ki so res sami. Ja, drži, in ponavadi je to skoncentrirano ravno na ta praznični čas. Mi zdi, da se zelo v tem mesecu decembru se ukvarjamo s tem in smo zelo, ne vem, dobrodelni, humanitarni. Potem pa kar to čez leto se mi zdi izveni. In ja, ta povezanost, navezanost, se pravi ta globlja čustva in vezi so tiste, ki zmanjšajo čustvo osamljenosti. In tle pa tudi obratno gre. Lih december je pa tudi čas, ko se toliko poudarja obdarovanje družine, vse, da tisti, ki mogoče tega nima, dodatno čuti primanjkljaj. In še ena stvar, ki sem hotel reči, pa da se naveževa naprej, kar sem govorila, ta človek, ki je sam, ki nima takih stikov, se bo lahko prepričal v glavi, da si to zasluži, da je on nekaj narobe naredil, mene je nemogoče imeti rad, jaz ne morem fizično se navezati na nobenega, nihče se ne more na mene, glej, ona je šla, on je šel, ona je šla, njega nimam več, ne. In si pač delaš te cikle spet s tem groznim glasom v glavi. In če si ti tle ponudiš neko uteho, rečeš, jaz sem sposoben ljubezni in sposoben sem se z nekom navezati in sem vreden tega, da me ima nekdo rad, boš lažje našel konec koncev, ne bom rekel ljubezen svojega življenja zdaj, ampak vsaj neke prijatelje, ki bojo čutili pač, da si dobra oseba, ne. Ja, zelo močno to, kar si povedal, ja. Jaz bi šla mogoče še na to obdobje. Pri svojih 22 letih si doživljal močno stisko zaradi daljše nespečnosti.
opisuješ doživljanje paničnih napadov, močne anksioznosti. Kako si se soočal s stisko in kaj je delovalo zate, recimo, takrat? Tudi to mogoče, da nisi bil sam. Absolutno, to je bilo noro, nekako sem imel eno obdobje, ko ne vem, po mojem, kot nek dojenček ali otrok. Jaz sem šel spat in sem bil živčen, razbijalo mi je srce, bal sem se, če pa sva takrat z punco nisva še skupaj živela. Ne? Če pa je ona prišla k meni spat, sem bil jaz pri njej na obisku kjerkoli, je to, da je bila ona v isti sobi, me je pomiril, da sem lahko zaspal. Res, to je kot se predstavljam nek otrok, ki čuti mamo zraven, mislim tako freudovsko, ampak sam to, da jaz nisem več v sobi sam in v tej temi sam. Ne? In to so te pogojeni odzivi, katerih težava je, da se potencirajo. Ne? Se pravi, če enkrat slabo spiš, pol naslednjo noč lahko rečeš, upam, da ne bom spet, in pol, če že 2 noči si kar dokazal si v glavi, da zdaj ne boš več spal. In to se pol zaciklaš se v te grozne misli, in jaz sem vedel pač, da za vsako, to je pol pač hujša in hujša vedenje, ne, da za vsako nočjo sem si rekel, bom jaz težji pol prekinil. Ne. Po 3 nočeh slabega spanja se mogoče še lahko prepričaš, da je to neko obdobje in da bo minil. Po enem mestu si pa rečeš, lej, to pa zdaj jaz ne vem več kaj narediti. Ne. To je očitno moja nova normala. In jaz se spomnim enega občutka, to je tako noro v moji glavi, če si predstavljaš, ne vem, kdaj si nazadnje bil ali pa bila živčen pred kakšnim izpitom, recimo, ko priješ do tistih vrat, ki te čaka profesor in vidiš vrata in slišiš not njegov glas in ti začne stiskati tle, vse bom pozabil, bom naredil ta stres. In jaz se spomnim, ko sem hodil domov iz treninga in sem hodil po ulici naši in se je začel večeriti in sem začutil točno to. Kada bi gledal v vrata od profesorja, začutil sem, da prihaja večer, moj boj, boj s tem, a bom rabil tableto, a bom rabil to, a bom zaspal, a ne bom, kako bo, katere misli bojo. Ne, sam sem bil takrat doma. Ampak to, da se je večerilo, mi je sprožil stresni odziv in takrat mislim, da je mogoče celo bilo to nekako moj zadnji kazatelj, da sem mogel pač res nekaj narediti. In takrat sem se pa začel intenzivno s tem ukvarjati, kako to premagati. Zdaj, če sem prav zasledila, ti si pomagal, se pravi, s pomočjo nekih svojih virov in nisi iskal strokovne pomoči, drži? Ne. To sem razmišljal, da mogoče celo bi oče, bi se o tem malo več govorili takrat. Ne. Zdaj se mi zdi, da se ogromno govori. Ne, imamo projekte, Instagramov, druge nevladne organizacije, vladne pobude, ne, poišči pomoč, ne, delaj, pomagaj si, pogovori se s komu v stiski in to. Takrat pa ne, mislim, jaz sem si mislil, da na psihoterapijo gre nekdo, ki ima recimo hudo depresijo, kar pač nisem. Jaz sem imel krasno življenje, seveda pa nespečnost ti potegne neko motno razpoloženje potem za sabo. In sem bi najbrž vsem poiskal, če ne bi imel toliko podporne mreže doma, ne, pa s punco. In sem tukaj iskal pomoč. Ne. Je pa to važno, da veš, ne, in ti, ki pomoč rabiš, da veš, da tvoj partner, tvoj oče, mama niso psihoterapeuti, razen če so, ampak tudi če so, mogoče boljš, da vam kdo drug pomaga. In tudi tisti, ki nudi pomoč, ne, če se nate nekdo obrne in potem s časoma se ti zdi, da ne moreš več, da ne ve več, kaj reči, da njemu stane slabše, da rečeš, lej, ful te imam rad, ampak ne znam ti pomagati. To, če si zlomaš nogo, nisem kirurg, pet še k nekomu. In ta družinski član je lahko vezni člen pol do nekoga, ki ponudi pomoč. In jaz na srečo sem pol se stabiliziral s pomočjo družine za toliko časa, da sem prebral vse te knjige, naredil vse te seminarje, začel meditirati. Meditacija, ta vaja me je blazno pomirila, kdaj sem meditiral ob enih ponoči, ker nisem mogel spati. Sem si dal pač slušalke, 10-minuten video, po 7 minutah sem čutil mir in sem ga samo umaknil in sem pač ležal naprej. Nisem takoj zaspal, ampak sem nekako imel občutek miru in nekako sem sprejel svojo situacijo. Ne. In to je celo najbolj ključno, se mi zdi, pri nespečnosti. Ne. Čuječnost s časoma začneš dosti bolj spati, ampak na začetku to, da začneš sprejemati to situacijo. Jaz sem si samo govoril, zakaj ne morem spati, zakaj ne. Zakaj ne spim že 1 uro? Če bi 1 uro spal, bi bilo vse v redu. Ker jutri bo pol vse v redu, ne? Zdaj pa ni v redu. In ko enkrat vladaš, ko si dovolj čuječ, si pa rečeš, lej, moja realnost je zdaj taka, bedim, najbrž z 30 milijoni ljudi na svetu ali pa v Evropi, ne? Zdaj skupaj pač bedimo, ne? In mogoče jutri ne bom bedel, mogoče čez 2 minuti ne bom bedel, ampak to, kar se zdaj dogaja, se dogaja. Ne? Nekdo ima nekje epileptičen napad, nekdo ima migreno, nekdo ima depresijo, nekdo krasno spi,
moja situacija je pa pač ne taka. Ne. In to sprejetje je prvi korak, da se izboljšaš, in to so nekako vse te koncepte in to mojo pot sem skušal pač popisati tudi v svoji drugi knjigi, ne, ki je tudi meni na koncu pomagala, ne, to, da sem si te misli uredil. Omenil si meditacijo in umiritev, da ti je uspelo s pomočjo tega se umiriti. Me pa vseeno zanima, ker ko sem začela jaz to prakticirati, pač velikokrat prideš v stik tudi z neprijetnimi čustvi. Se pravi, ni nujno, da meditacija vodi v umiritev, pomiritev. Imaš tudi to izkušnjo mogoče in kako si potem ravnal s tem? Ja, to ti treba vedeti, da meditacija te velikokrat pomiri, že sam ta točka s to spremljanje dihanja, ampak v osnovi pa ni sprostitvena tehnika, ne? To ni avtogeni trening, kjer poskušaš prav sprostiti mišice preko misli. In je treba vedeti, da pač včasih se boš ti ustavil prvič v dnevu in boš med meditacijo se toliko prizemljiv, da bojo prišle neke misli, ki jih prej niti nisi razmišljal, boš začutil neko bolečino, ki je prej nisi, kar je vse dobro. Ampak enostavno moraš to sprejeti kot mene super citat Viktor Davič, ta avtor 8-minute meditation, ki sem jo omenil prej, rekel, dobra meditacija je tista, ki si jo naredil, slaba pa tista, ki si jo spustil. Se pravi, da si rečeš, to so meni pomagajo vse te študije, tudi ki jih pol pišem, da vemo, tudi če ti misli brzijo, tudi če imaš ti nekako si živčen ob tem, vaja pomaga. Dokazano. So pa eni ljudje, recimo, ki nikakor ne morejo sedeti in dihati in spremljati dihanja, tudi recimo v telesu imamo lahko dosti nekih duševnih motenj, ki se kaže motnja hranjenja in ti bo zelo neprijetno spremljati premikanje trebuha, ker boš čutil, da se napenja. Nekateri enostavno ni vse za vse, takrat je mogoče fajn delati v skupini, na kakšnem tečaju z terapeutom, ali pa čisto zamenjati, pa recimo iti hoditi. Ne obstaja vaja čuječnosti med hojo, med izvajanjem joge. Tako da ni treba zdaj vsem reči, to je nujno, da te pomiri, in če ga enkrat ne bo rekel, to meni ne deluje. Pa fajn je, da imaš nekoga, ki ga lahko vprašaš za nasvet. Ali neki te spletni tečaji, to društvo čuječnosti, karkoli, da ti nekdo reče, delaš v redu, lahko to probaš, to spremeni in tako naprej. Naslednje bi bilo recimo po pogovoru s kolegi psihoterapeuti, večkrat ugotavljamo, ko se mlajše generacije odločajo za proces psihoterapije, da prihajajo s takimi dost eksistencialnimi vprašanji in jim povzročajo stisko, najrazličnejše stiske, veliko se preizprašujejo in me zanima, kako je bilo v tvojih 20-ih in pa zdaj 30 plus leti, tvoje vprašanja, tvoje dileme, izzivi. Ja, mislim, da če se v 20-ih ne sprašuješ eksistencialnih vprašanj, je nekaj narobe, oziroma ne vem, kaj se sprašuješ polno. Mislim, takrat se vse odpre, se pravi, možnosti, partner, družina, karijera, napredek, moje zdravje. Se pravi, kar naenkrat se ti svet odpira, nisi več doma v svoji sobi, pa greš dol pojesti, pa naprej se gor igrati, ali karkoli delaš, se pravi. Je pa tako, da verjamem, da je zdaj več stisk, kot je bilo. Ko sem bil jaz star 20, se ni govorili toliko o tem globalnem segrevanju in o vseh katastrofah. Ni bilo mogoče toliko izrazite, recimo ta vojna v Evropi, potem COVID in vso ekonomsko krizo, ki je naredil, inflacija, težji krediti, vse. To se nič ni takrat dogovarjali. V resnici se mi je zdelo tudi zdravstvo, če vprašaš, od nekdaj smo imeli težave in to, ampak take težave, da bi skozi članki ljudje odhajajo, ne vem, čakalne vrste, čakalnice, urgence, ni prostora, ljudje na hodniku, pač ni bilo toliko pritiska. In zdaj nek mlad človek bo soočen z vsem tem, tako da si predstavljam, da je to težje. Ker nihče ti pa na drugi strani ne predstavlja teh vseh lepih stvari, ki se pa tudi dogajajo, vseh ljudi, ki prostovoljno pomagajo, vseh služb, ki se odpirajo, nove tehnologije, možnost študija v tujini, Evropa ni bila še nikoli toliko povezana. Ker o tem se ne piše toliko, ker ni toliko zanimivo za brati. In mislim, da tle je čisto prav, da se ti mladi ljudje malo poiščejo neko zavetje in mene je zelo pretreslo, ko je na enem knjižnem dogodku me je vprašala, dvigala roko, da je študentka medicine in je vprašala, kako naj ona prepreči izgorelost, še preden je sploh začela delati,
ker jo že utrujajo branje teh člankov in komentarjev, je tako utruja, da je že zdaj skoraj izgubila veselje do dela, čeprav še ni začela. In to so važne vprašanja in to se mi zdi tako pretresljivo, da je ta en mlad sposoben človek vpraša. In tukaj pa mogoče naslednji korak, zdaj smo kot družba začeli blazno govoriti o stresu, mentalnem zdravju, mogoče začnemo naslednji korak govoriti o kakšnih dobrih novicah pa lepih stvarih, ne samo težavah. Omenil si kolegico študentko medicine. Tudi jaz se spomnim enega mlajšega tvojega kolega na enem knjižnem dogodku s podobnim vprašanjem, ne? Kako naj se zdaj mi optimistično podamo na pot tega poklica in se mi zdi, da si jim res dal eno tako čudovito misel na pot, ki je bila zelo podobna tej. Se mi zdi pomembno. Hkrati je zdravniški poklic pač neizogibno povezan soočate se s tragičnimi situacijami, izgubami, neuspehom, večkrat verjetno tudi z občutkom nemoči. Vas kaj pripravijo na to med študijem oziroma kako si potem pomagati sam? Ja, pripravijo tako, bolj s prakso. Imaš vaje, veliko si na oddelkih, si prisoten ob kakšnem takem pogovoru, sicer ne velikokrat, to so taki pogovori, ki so bolj intimni. Tako da v resnici ne vem, če se lahko čisto pripraviš. To te pol nekako vedno prizadene, mislim, seveda, in tudi vedno znova, ni tako, da se navadiš na pač smrt, na diagnoze, ki jih ne moreš rešiti. Jaz sem na infektologijo šel recimo zato, ker sem rekel, nikoli ne želim rakavih bolezni recimo zdraviti in dajati diagnoz ljudem, v smislu nič ne moram narediti. Infektologi tudi izgubimo paciente, ampak nekako ponovadi se boriš do konca in zdraviš neko pljučnico in če gre, pač potem včasih ne gre. Ampak sem pač v prvih 4 mesecih svoje službe kot specializant v intenzivi infekcijski sem imel 2 fanta z levkemijo, ki sta bila v bistvu 6 let mlajša od mene. Se pravi, nekje okoli 20 let starosti, oba sta pač umrla. In to ni bila tudi lepa smrt. Pač to so take okužbe, kot ti te hudi krvni raki zavrejo imunski sistem, to začnejo vse odpovedovati, glivne okužbe, vse. Tako da takrat sem bil nekako nek obrambni mehanizem. Vseeno sem jaz specializant bil takrat čez zelo mlad, nisem bil ključen akter, tako da ko so recimo prišli starši na obisk, ko so bili te pogovori, ko se je slabšal, sem se jaz vedno lahko umaknil. To mi je bilo tako, jaz sem se bal celo, da bi recimo pogledal tega človeka, ki je prišel na obisk, ker sem se bal, kaj bom doma razmišljal o njegovem izrazu, o tem, kaj bi mogel reči in tako. In sem se umaknil in to me mogoče še najbolj straši zdaj, ko bom specialist, ker pač se na neke stvari tudi ne moreš umakniti. In moraš biti tisti, ki poda to informacijo in pač nekako pol ti to zdržati. Je težko, je pa tudi res, da recimo doma, pol ko si doma, pa kdo pol reče, kako pol doma vlečeš za sabo te zgodbe. Se pa po mojem čisto po nekem čisto obrambnem mehanizmu spontano spomniš bolj lepih stvari. Tako redko, da ti pride taka zgodba v glavo. Bolj se spomniš tistih, ki so bili v redu, pa je kakšno šalo pa povedala. Pa tako, nekako se mi zdi, da se možgani sami navadijo, da ne bo v redu, če bo zdaj ta spomin na to smrt se ti stalno predvajal. In si jim lahko hvaležen za to. Jaz pravim tem obrambam stražarji. Ja. Tako da zagotovo imajo svojo funkcijo in nas obvarujejo na nek način in jih je treba spoštovati. Zdaj se mi zdi, da ko smo bila pri teh situacijah, s katerimi se soočate, zagotovo pride prav kaka Davidova osebna škatlica duševne prve pomoči. Kaj se skriva v njej? Ja. Viri, mogoče kakšni, ne vem, veščine. Jaz imam par tehnik, ki jih kar redno uporabljam, odvisno od situacije. Pri spanju konkretno sem ravno tudi za takrat enkrat lani, ko sem objavil na Mašto profilu, sem govoril o svojih 3 mantrah nočnih, da
kaj si vedno znova po noči rečem, da mi ni treba ničesar doseči, da sem na varnem in da je še vedno bilo vse v redu. To, če pač po noči, če ne spiš, kdaj se ti nabirajo misli, da boš jutri, da bo vse šlo narobe, da boš kar padel po tleh, da ne... Poznač, sem bil že velikokrat, nisem bil naspan, tudi če nisem imel težav s spanjem, si pa ostal za avion ali pa za otroka ali pa ne vem, je bil potres pa te zbudil, pa nekaj je bilo in še vedno je bilo vse v redu. To so neke mantre, ki pol za nek čas, ko sem recimo slabovolen, tečen, nepošten do svojih bližnjih, takrat ko nekako čutim, da se ne obnašam optimalno, ampak to se je kar težko to kdaj prekiniti, ker imaš tisto meglo v glavi. Takrat si rad pogledam nase, kot da bi se gledal tako iz ene kamere, ne? In si rečem, če bi to bil film, pa bi jaz bil en lik, kaj bi si zdaj mislil o tem liku, ne? No, zanimivo. Ne, ja, a bi bil to nek najbolj beden lik, ki bi gledal, bi rekel, lega, ki tle neki muti, nič mu ne manjka, pa se tle neki zdira, ne? In ko to narediš, kar naenkrat tako malo sram rata, ne? In si tako malo dobiš eno drugo perspektivo, ne? Če si v filmu, ne, pa gledaš te neke, recimo Gospodar prstanov, ko sem prej govoril, kakšen je ta Aragorn, ne, heroj, on tam steče, reši vse in tebi je tako lepo to gledati in muska je zadaj. Valjda ne bo on prišel domov, pa bo neki, danes mi nič ne gre, bil je semafor rdeče, zakaj mi nisi skuhala, če pa sem zdaj lačen. In ko pogledaš od zunaj, dokler si v temu sržu, se ti zdi mogoče upravičen. Jaz sem zdaj tle delal, recimo žena je prišla 1 uro prej iz službe, zakaj pa mi ni ona kar sklepala, da bom lačen, ne. Ko pa pogledaš od zunaj, se ti pa zdi, če bi bil to tip na televiziji v eni seriji, bi rekel, to je pa en glupi tip, lega, kaj tam težine. In pa, ko to narediš, to mi velikrat pomaga, da si to zelo na hiter zabremzaš, pa si rečeš, nočem biti tak lik, ne. To je recimo še ena stvar v tem mojem paketu, tretja je meditacija, ali navadna, ali zgoro, opisujemo bil knjigi, imam tudi na YouTubeu vodene, kakšna vizualizacija. To je pa za spanje imam še par konceptov. No? In mogoče bi lahko celo v tej moje knjigi napisal tako en podnaslov paket prve pomoči, no? Ker se mi zdi, da sem čisto vse to, kar redno uporabljam, tudi napisal. No? Ja, se mi zdi tudi knjiga zelo koristno branje v tej smeri. Je mogoče še to vprašanje. Zdaj smo že sodelovali na projektu Mašto, pa me zanima, se pravi, kadar zdaj kar nekaj projektov na to temo, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem, in me zanima, ali kako ločiš recimo, jaz bom rekla temu seme od plevela, kako kritično pogledaš na neko vsebino, in da zares poberemo tiste kvalitetne vsebine, ki nam lahko koristijo, hkrati pa kaj je tisto, ne vem, bom rekla, poslanstvo takšnih projektov in kje recimo lahko doprinesemo, kje je dodana vrednost. Ja, poslanstvo mislim, da je zelo različno od človeka do človeka, od projekta do projekta, ne. Ponavadi jaz upam, veliko jih je z neko željo, da pomaga. To so lahko tudi posamezniki, ki imajo neko izkušnjo, splava in zdaj so odprli ozaveščanje o tem na svojem projektu. Pa so bolj široki, recimo kot Mašto, ki želi ponuditi neko podporo, pa neke, to bi še ti znala lažje povedati, kaj je vaš cilj, ampak neke načine spopadanja. In jaz mislim, da tle je tako, če želiš ti recimo res biti objektiven, kaj je zdaj, ker vsakemu bo kaj drugega všeč, ampak lahko pogledaš, recimo meni se zdi važno, da imajo taki profili, ki se grejo neko splošno, široko svetovanje, da imajo neko tudi zaledje, da so zadaj, saj so tudi neki performerji, pa neki ljudje s osebno zgodbo, ampak da recimo imajo vsebine, ki jih pripravijo psihologi, ki jih pripravijo psihoterapeuti, zdravniki, ki imajo neko recenzijo. Ena stvar je seveda v svetu kapitalizma, je pač res, da več, ko ima nek profil že sledilcev, najbrž na nek način pritegne, če to iščeš, ne pomeni, da so nekateri škodljivi profili zelo popularni, tudi zelo škodljivi profili so lahko zelo popularni, ampak če imaš 2 profila, ki kažeta neke citate o pomiritvi in meditacije, pa ima en 5000, en pa 500 ljudi za sabo, nekaj je prepričal teh 5000 najbrž, da je nastal ali prej nastal ali ima boljše vsebine. Ne? Ker zdaj, kaj je stvar Instagrama? Recimo, če gre na Instagram, ne? Tam jaz imam največ izkušenj. To je infotainment, ne? To ni samo informacija. Ker jaz lahko predstavim neke podatke o sepsi, pa o vitaminu D, ampak te podatke lahko prebereš v člankih, v učbenikih, pa še pri 1000 različnih ljudeh, ki so jih predstavljali. Se pravi, tistega boš pa gledal, ki te bo zraven malo nasmejal, ki bo znal na
strjen način to povedati, na razumljiv način, na zanimiv način. Ne. Za osebne stiske, ja, kako reševati, nas zanima, ampak dej povej mi na način, da te bom lahko poslušal. Ne. In tukaj je, se mi zdi ta hakelc, kdo reče, jaz delam zelo evidence-based stvari, sem se zelo načital in vem veliko o tem, zakaj mi ne dobim ljudi. Zato, ker noben ne gre na Instagram študirati. Študiral boš iz knjige, če te res zanima. Ne boš šel na kongres psihoterapevtski, boš se vpisal na faks. Se pravi, ti greš se sprostiti in če se lahko sprostiš in se še učiš zraven, je to cilj. Ne. Tako da ne vem, če sem odgovoril na vprašanje, ampak na koncu je važno, da najdeš profil, ki tebi pomaga in ti rezonira in ga z veseljem spremljaš, pa lahko greš pogledati, če je zadnji tudi znanost. Ne. Kar se meni zdi zelo pomembno. In tudi v življenju gremo skozi različne faze, ko nam različne vsebine ustrezajo, tudi različna globina in se mi zdi, da je fajn, da je za vsakega nekaj in potem izberemo. Seveda, tudi nastopati za osnovnošolce, ki jih želiš pokazati človečnost, ali pa za srednješolce, ali pa za upokojence, čist drugačne. Čist drugačne. In to pa mora zdaj vedeti, kaj to dela. Ne. Jaz z otroci imam zelo malo izkušenj. Ne vem, če bi znal, recimo, če bi rekli pojdi na osnovno šolo govoriti o mirnem življenju, jaz hodim po firmah, hodim marsikje predavam, ampak da bi mi rekli pojdi na, jaz zelo grem na šolo, pa imam potopisno predavanje o Zambiji, recimo, to se mi zdi, da bi naredil na zanimiv način, ne, pokazal slike, videe, ampak zdaj mirno življenje, pa človečnost, pa to pri taki starosti bi pa skoraj si ne bi upal, recimo, in tle je fajn, da imaš različne strokovnjake. David, jaz bi lahko kar nadaljevala sicer. Ja, se sva šele začela. Ja, prav zares. Jaz se ti res od srca zahvaljujem za ta navdihujoč in pa tudi globok pogovor in upam, da še kdaj. Ja, z veseljem, hvala. Podcast Zadihaj ustvarjamo z namenom, da vzameš od tega kaj koristnega zase. Upam, da je bilo danes tega kar največ in te vabim, da se nam pridružiš v naslednji epizodi.